glasbo in branjem. Ja, se bom raje usedel. Najstniška zasedba je lenivca zaradi bojevstva občudovana in bila ponosna, da lahko žuli pijačo zraven njega. V kateri fazi smo zdaj? Oni lezenja v rit, kdo komu? Hvala Petru Tomažu Dobrili, ki nas je povabil s svojimi organizacijami v Zaledju. Hvala, rečem, mamam, ker nas niso splavili in kravatam, ker nas niso zadavili. Ponavadi rečem to na koncu, ampak potem se smejijo. Hvala Barbari, da je najavila dramo z glasbo in branjem. Prišli smo trije iz idrijskega konca, jaz iz Klanca, občina Hrpelje in Kozina. Peter je danes tudi v naši družbi nastopajočih, je iz Maribora oziroma iz Ptuja zraven Londona. Radi bi bili zanimivi, vsebinski in vsekakor kratkočasni. Tukaj je eden od razlogov, zaradi katerih je nastala zamuda v našem prihodu, in prosim Petra Tomaža Dobrilo, če mi pomaga tole odnesti stran s poti. Močan dečko, tehta 25 kilogramov, to je bila akrobacijska točka. Vino je refošk in ga je Petro naročil za Marka Jakšeta, ki bo imel otvoritev v Mariboru kmalu in mu je všeč to vino od Jakomina Igorja, in ki ga ponavadi prinesem s seboj, ampak danes ga nisem prinesel nič. In ta flaškon je bil privit, računajte, da je bil privit, da ga ni bilo, samo bil je rekvizit za odnašanje. Ivanov rojstni dan se kliče ta prireditev, zato ker smo pri enem motoristu v Idriji, enem, ki ne najavlja svojih prireditev zaradi tega, ker tisto, kar ni najavljeno, Sazas ne more oglobiti. Tam smo bili konec oktobra in smo za Ivana Sedeja, ki ga ni več, že naštejem let, 15 let, najmanj ga ni več na svetu, ki mu je zdrsnilo z mokre skale pri 25 letih. In je organizator na področju mladine in kulture in je, dokler je on organiziral, je Idrija dihala tako, kakor potem nikoli več ni dihala.
čeprav ima razne prostore, ki ima razne organizatorje. Ampak mestece velikosti Idrije lahko en sam človek ionizira do te mere, da ga bistveno spremeni. In to se je dogajalo takrat, ko je on deloval, od 18. do 25. leta. Pritekel je prvi denar iz Ljubljane, mogoče tudi kakšna kapljica iz Bruslja v Idrijo in tam so kupili prostore za mladinski center. Kupili. In potem s temi kupljenimi prostori po Ivanovi smrti niso znali prav upravljati niti liberalna mladina, recimo tako, da jo grobo označimo, zato ker so puščali pred vrati embalažo popite pijače in potem poborniki reda in prihodnosti mladih so potem vzeli prostore liberalni mladini. Potem je prišla noter krščanska mladina, ki je prostore popolnoma sterilizirala in jih naredila jalove, tako da so omolknili in potem so ostali samo še prostori. In Ivanov grob. In študentske organizacije. In študentske veselice. In zdaj trenutno, podatek je 2-3 leta star, so eni drugi prostori, ki niso več ti, so eni drugi prostori gor, ki jih upravlja ne vem koliko organizacij, ampak nič ni slišati, nič ni videti, vsaj ne do tam, kjer sem jaz in kjer so naši ljudje. Idrija je, čeprav je posebna, kar bojo danes pokazali tudi ljudje iz Idrije, ki so ustvarjalni, Idrija je postala en kamenček v bogatem mozaiku slovenskih dolin, dolgih senc in križev, slovenske zatohlosti in brezizhodnosti, o kateri je pisal že Ivan Cankar, da ne širimo to solzno dolino. Tako. To je bilo posvetilo, ni važno, če veste, kak je izgledal Ivan Sedej, mogoče je še pomembno to, da veste, da Sedej, ki je prvi denar v Idrijo spravil iz centrale Ljubljana za mlade, on ni mogel dobiti službe v novo odprtem uradu za mladino idrijske občine. Zato, ker je morala ta prostor zasesti ena mrzla nečakinja od župana, ki ni imela pojma o zadevi. A sam Ivan Sedej mora pa voditi 20 delavcev v rotomatiki, ki je bila prodana Nemcem. In si je moral s tem služiti kruh. Njegovo življenje se je nehalo že dolgo tega, že kar nekaj časa tega razmere butalske ali pa butnoglave so pa ostale tu in
mi se s tem večerom zoperstavljamo tem razmeram. Hvala za pozornost in prosim, če gremo s programom. Kozma, ti si rekel, kje je Kozma? Gor je. Tu je, Kozmo, ja. Kozmo, ti boš prevzel zdaj vrstni red in tako naprej. Baje je že Pavel Fenveši določen, da bo začel. Še enkrat lepo, da ste prišli in še lepše pa bo, da ne boste ušli. Ja, dober večer. Usedem? Ja, se bom raje usedel. Okej. Jaz bom prebral ena kratka zgodbica, ki sem je pred kratkim napisal. Imenuje se pa Golobi. Na pločevinasti strehi, ki je obsijalo poletno sonce, so se zbirali golobi. Po cele dneve jih je bilo mogoče videti in zdelo se je, da jih je iz dneva v dan vse več. Niso imeli naravnega sovražnika, zato se je njihovo število večalo. Nihče ni ukrenil nič proti temu. Najbrž ljudi niso motili. Okoli pol dneva, ko je sonce najbolj pripekalo, so odleteli s strehe, ker jih je razgreta pločevina žhala v nogice. Vrnili so se proti večeru, ko je sonce zašlo in je preko mesta padel prijeten hlad. Langus in Berg sta sedela na terasi in uživala v zahajajočem soncu. Na mizi so ležale pločevinke piva in v pepelniku so tleli nepohašeni čeki. Hladen vetrič je božil njuna razgreta telesa. Pomenkovala so se o vsakodnevnih rečeh. S politiko in podobnimi temami, ki v človeku pustijo gnev, se nista ukvarjala. Opazovala sta, kako se mlade družine sprehajajo po zelenici in bila vesela, da sta imela osebno svobodo, ki jo ni omejevala na drugo osebo. Bila sta študenta, ki sta vlekla status do onemoglosti. Študijska leta sta hotela izkoristiti do konca. Službo in fizično delo sta jima smrdela. Nikakor nista mogla razumeti, kako si lahko večina ljudi nadane okove in se omejuje s kariero. Denarja sta imela dovolj. Preživljala sta se tako, da sta v študentskih domovih prodajala travo. Sprva so to vzela bolj za šalo, a se je izkazalo, da se lahko lepo živijo od prodaje marihuane. Na jasi, ki je imela na robu mesta, kjer so rasli visoki borovci, sta imela velik nasad. Vsak dan sta se odpeljala pogledat, kako ima rastejo rastlinice. Na začetku sta se bala, da jih bodo dobili policaji, vendar v 5 letih ni bilo niti sledu o modrih angelih. Svoj posel sta počasi razširila. V hašišarskih krogih se je govorilo, da imata najboljšo robo v mestu. Medtem ko je večina ljudi harala za mizerne plače, sta one dva uživala in se smejala tistim, ki so iz dneva v dan hodili v službo, ki jim ni dišala. Nista razumela, zakaj se več ljudi ni odločilo za preprodajo, saj je bilo vendar tako enostavno. Ali bo enega skadila, je Berg vprašal Langusa. Zakaj bi skadila samo enega, saj imava še polno zaloge. Zvi, je rekel Berg in mu podal vrečko. Langus je vzel travo, spretno vzel špinel in ga prižgal. Dim je globoko potegnil vase in podal smotko Bergu. Lej, da ne boš oslinil filtra, je rekel. Ne prenesem slinastega filtra. Daj se pa že oslinil filter, saj nisem začetnik, ki ne zna kaditi, je rekel Berg razdraženo. Če ga moti, kako kadim, naj si zvije nov špinel, saj ima dovolj robe, si je mislil Berg. Vendar besed ni izgovoril na glas. Langus je bil zelo picajzlast, ko je prišlo do tega, kako se pravilno kadi travo. O vsem je imel svoje teorije, tudi o tem, kako se prav kadi, in preziral je tiste, ki niso upoštevali njegovih nasvetov. Bergu je njegova samovšečnost počasi šla na živce, ampak ni storil ničesar, da bi to spremenil.
Langus je bil idejni vodja njunega posla. Gojenje marihuane mu je šlo res dobro od rok. Že pri majhnih sadikah je vedel, ali so moškega ali ženskega spola. Moške sadike je potrebno ločiti od ženskih, da jih ne oprašijo, ker ti v nasprotnem primeru ostane trava polna semenk. Kdo bi kupoval njuno robo, če bi bila tako malomarna? Glej ga, je rekel Langus, se boš ti oženil s tistim špinelom? Daj še meni za en dim. Oslinil sem filter, se je zarežal Berg in mu podal joint. Če ti ni všeč, si zvij novega. Zelo nemarno od tebe, mu je očetal Langus. To je storil namenoma, da bi me razjezil, si je rekel sam pri sebi. Več kot 5 let si že hašišar, pa še vedno nisi naučil, kako se pravilno kadi. Ali ti moram še enkrat razložiti? Langus, nehaj. Pošteno že najedaš s svojim modrovanjem, saj nisi samo ti tisti, ki zna kaditi. Prav imaš, je rekel Langus. Nisem edini, ki zna kaditi, sem pa eden redkih. Ko ti jaz vrnem špinel, ga dobiš takega, kot bi bil pravkar zvit, ko pa ga dobim od tebe, je tak, kot da bi ga kadila cela armada. Če ti ni všeč, kako kadim, si zvij novega in stvar bo rešena. Prav imaš, mu je rekel Langus in mu urnil smotko, ter si pričel pripravljati novega bombnika. Ne pričakuj, da bom tega delil s tabo. Glej in se uči. Berg je zamahnil z roko in se odpravil v stanovanje. Nenadoma ga je šlo, da bi se odselil, zapustil Langusa in začel prodajati travo brez njega. Langus je bil tisti, ki je travo gojil, Berg pa je skrbel za prodajo in bil zaslužen, da sta lahko živela brezskrbno življenje. Berg, je zaklical Langus. Berg, golobi so se vrnili. Spet nam bodo posrali avto. Ti leteči kurci sovražijo najino makino. Mater jim. Langus je odšel v sobo, kjer se imela spravljeno malokalibersko puško. Za zaščito, kot je Langus opravičil na kop. Vse jih bom pobil, je rekel Langus in pograbil puško, da bi uresničil svojo namero. Berg je z buljemi očmi zrl Langusa. Langus, se ti je zmešalo. Ne moreš streljati golobe sredi mesta. Sosedi naj bodo vedeli, ne obtožili terorizma, kaj pa jaz vem, in nama na grbo spravili kepse. Kakšni kepsi, je rekel Langus. Mestu bom napravil uslugo, ko bom z obliča zemlje zbrisal te leteče podhane. Podeliti bi mi morali priznanje za posebne zasluge. Vse tiste, ki jih hranijo in s tem pripomorejo k njihovi rasti, pa postaviti pred zid. Langus, če bo začel nažihati, bodo tebe postavili pred zid. Kaj, če zadeneš kakšnega mulca? Si pomislil na to? V Langusovih očeh se je iskrila iskrica norosti, ki se ga je počasi polaščala in vse njegove poteze so kazale na trdo odločnost. Ko se je Langus nekaj zapičil v glavo, je to izpeljal. Pri njem ni bilo prostora za omahovanje. Berg, ne bodi reva, sploh se ne bo nič slišalo. Sklatil bom njihovega vodjo in potem bodo tudi ostali odšli. Z mano se ne bodo več zajebavali. Mene ne bo nihče jebal, najmanj pa neki tiči, samo serijo po mestu. Iztrebil bom te parazite. Prav, je rekel Berg. Če boš nebal sam, jaz se tega ne grem. Berg, v tem so skupaj. Če bodo dobili mene, bom tudi tebe potegnil s sabo. Kaj me tako gledaš? Ne zmrduj se in mi raje pomagaj. Ti si bil tisti, ki je hodil k strelcem. Ti ga boš lažje zadev, ampak prvi strel je moj. Izmenično jih bo oklatila. Usedel se je na stol in puško naslonil na balkonsko ograjo. Kopito je prislonil k ramenu, globoko zajel sapo, prst pridno položil na petelin in počasi potegnil. Zadonelo je, ko se je puška sprožila. Vsi golobi so še vedno stali na strehi. Zaklevil je in ponovno ustrelil. Znova je zgrešil. Golobi niso odfrčali. Stali so na strehi in se posmehovali Langusovim faliranim poskusom, da bi jih sklatil. Ne morem streljati, ko sem zadet, je prhnil Langus in podal puško Bergu. Ti boš imel več sreče. Ne začni z vodjo. Najprej ubi enega, da jim bova nahnala strah v kosti, potem jih sigurno ne bo več nazaj. Če se bodo slučajno vrnili, potem sklati vodjo. Bergu ideja ni bila všeč, ampak stvar se je že odvijala. Zasedel je Langusovo mesto, naslenil puško na ograjo in nameril. Enega je imel na muhi. Lahko bi ga zadev, a si je premislil. Langus, zakaj te motijo golobi? Samo težave si bo nakopala. Kaj, če res kdo pokliče policijo in nama
obrnejo stanovanje. Vso robo nama bodo pobrali, naj jo pa strpali v zapor. Zaradi teh golobov bo šla v zapor, je rekel Langus. Ampak ne zato, ker jih streljava. V zapor bo šla, ker nama serijo po avtu. Zjutraj, ko si ti še spal, se mora očistiti avto, da so lahko šlo do najinih rožic. Si zamisliš, da bi danes nastavili patruljo? Jaz ti garantiram, da bi naj ustavili samo zato, ker imamo osran avto in potem bi bila štala. Kepsom bi bilo takoj vse jasno. Zavohali bi travo in potem bi se zares znašla v arestu. Berg, ti samo sklati te podhane in potem bo imela mir. Prav? Naj ti bo, je popustil Berg. Ampak vem, da se to ne bo dobro končalo. Ponovno je nameril. Na Miho je dobil belega goloba, ki se je ponašal na vrhu dimnika in kraljeval nad ostalimi. Ta bo vodil, si je rekel. Pritisnil je na petelina. Strel je odjeknil in golob je mrtev obležal na strehi. Vsa jata se je razpršila. Bravo, Berg! Sokol je oko, je rekel Langus in plosknil Berga čez ramena. Tako se to dela. Sedaj bo imela mir. Langus in Berg sta še naprej sedela na terasi in zmahoslavno kadila. Kako sta ugnala te golobe? Na ves glas sta se režala in eden drugega hvalila, da je bila to res edina možna rešitev. Njuno dobro voljo je skalil zvonec. Fak, je rekel Berg. Sem vedel, da ne jo bodo dobili. Daj, Berg, grejo pobiti golobe. Kako sem bil lahko tako neumen? Sedaj so ga najebala. Policaji so prišli. Langus, si me slišal? Policaji so naj jo prišli aretirati. Langus se je previdno odpravil proti vratom. Pogledal je skozi kukalo in si vidno oddahnil. Kaj se sekiraš? Nobenih policajev ni, je rekel med odklepanjem. Pavčkeš je prišel po travo. Stari, zdaj sem pa res mislil, da je po nama, je rekel Berg. Langus je odprl vrata in spustil Pavčka v stanovanje. Kako si? Kot običajno. Itak, je rekel Pavčk. Langus, spodaj je res prava štala. Kaj je narobe, je zanimalo Langusa. Avto ima ves posran. Golobi, je rekel Langus. Materim. Hvala. Za mano pa bo nastopila ena zelo dobra pesnica, Barbara po imenu iz Idrije. Ne dvomim, da boste uživali. En aplavz. Dober večer. Jaz danes definitivno nisem tle zaradi sebe. Niti približno nisem tle zaradi samopromocije. Jaz bi vam samo rada predstavila pesnika, za katerega sem sigurna, da je že marsikdo slišal in bi vam rada predstavila kot njegova dela poezije oziroma pesmi, kot pa tudi razlago oziroma kritiko slavistov in doktorjev slavistike in unih, ki da najbolj vejo o poeziji vse in še tisto, kar ni mogoče vedeti. Hvala. Rada bi vam predstavila pesnika Dušana D. Ožbolta. Dušan D. Ožbolt, Tapijanska. Glasba odmeva in vino se toči, družba pijana je polna radosti, od svetih nebes le malenkostih loči, saj vina in glasbe in ženske zadosti. Toči in pije se žametno vino, pojejo vsi, saj posluh ni potreben, ženske se slačijo, vriskajo fino, vsi so v omami, nihče ni priseben. Kruto je dejstvo, da noč enkrat mine, sonce prileze in jutro naznani, mače korjaš, ki se v glavo zarine, žalost
slabost so občutki vsem znani. Če bi to jutro si stehtal rad glavo, ne bi blokil, ampak tehtal bi tone. Kurc je bilo včeraj veselje ta pravo. Vsi, ki ne marate petga, ste mone. Komentar. Tapijanska je tako imenovan drastičen prikaz obsignacije človeške biti, saj rekognizira neologizem samozavedanja nad vse substilen in neprisiljen način. Pesnik Ožbolt mojstrsko vodi bralca od kvazi reminiscence karikiranih človeških vrlin dobro proti zlu, do regeneracije skrajne remisije bistva eksistence človekovega večnega propada med čustveno in razumsko sfero. Ponovno je Ožbolt navdušen ter potrdil, da njegov opus spada v sam vrh slovenske poezije, ter da njegovo ime brez kančka dvoma spada v bok Prešernu, Gregorčiču, Kosovelu in ostalim pesniškim velikanom našega naroda. Tapijanska je nedvomno dokaz Ožboltove veličine kot pesnika in ne navsezadnje kot človeka. Agroljubezenska. Božal bil v transu sem tvoje obline, ko ti si sortirala lanske koline. Spominjam se živo že toliko let, ko nesla si 3 krvavice v klet. Da zvesta si bova, takrat si mi rekla, ko prascu s trebuha drobovje si vlekla. V mislih že slišal poročni sem zvonec, ko čutil je prasec, da bliža se konec. Rekel sem stotič, kako te imam rad, ko ravno si prascu prerezala vrat. Ljubim te bolj kot premožno kraljico, ko daješ na olje cvret pečenico. Na prsih se tvojih pogled moj napase, najraje ob dnevih, ko kuhaš klobase. Na jutro, ki je naša telica skotila, vzajemno ljubezen sva si obljubila. In kmalu zapletla sva se v prepir, ravno ko šli smo pobirat krompir. Začela sva eden na drugega vpit, tudi ob dnevih, ko šli smo kosit. Jaz sem te zmerjal s korbo, prasico, ko srpom ti žela si ječmen, pšenico. Ti pa si rekla mi, vrag naj te vzame, ko s travnika nesel sem 6. koš slame. Kmalu, kot se dogaja že često, s kmetije odšla si zavedno v mesto. Komentar. Ožboltova agroljubezenska niti ne potrebuje preobsežnega komentarja, kot tudi ne strokovne razlage. Agroljubezenska nam slikovito pričara vse lepote in tegobe življenja na kmetiji. Pesnik v sebi lastnem realističnem stilu plete mešanico kmečkih opravil in opisov utrinkov ljubezenskega razmerja med moškim in žensko, skozi oči moškega. Moškega kmeta, moškega ljubimca, moškega neizpolnjenega, moškega prizadetega, moškega, ki čuti in hkrati čutiti ne želi.
Ta konflikt pesnik bralcu brez olepšav poda v obliki čudovitih verzov agoljubezenske. A damo še eno? Eno kratko, a ne? Za konec. Večno hrepenenje. Depresija. Bežim. Grozovitost. Trpim. Bolečina. Drhtim. Oh. 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 Po flaši hrepenim. Komentar. V tej prostokitični in nadvse patetični lirsko-fatalni poemi je pesnik spretno zgostil dogajanje z ustavljanjem kontekstnih, kritično-vsebinskih ter dekadentnih simbolov. Ob naraščanju napetosti, s katero nas pesnik prisili, da pesem skoraj preveč osebno podoživimo, ne moremo mimo opažanja, s kakšno metamorfozno ter hipertrofično pazljivostjo umetnik vsebino banalizira do skrajnosti. Gre za prečudovito pesem, ki vsekakor spada med estetsko najbolje oblikovane izpovedne pesmi koeksistenčnega značaja in širokega in bogatega opusa del Dušana de Ožbolta.
Evo, jaz sem Tomaž Kosmač, Kozmo. Tukaj sem že predstavljal, če se ne motim, 3 knjige. Imam pa eno zgodbo o izkoriščanju iz Idrije. Z litrom belega v rečki sem pozvonil pri lenivcu. Le redko hodim po svetu brez steklenice. Če človeka spremlja zvesta prijateljica, se počuti lepše in 100-krat bolj varno. Odprla je njegova vedno nasršena sestra. Ob stopu sem nerodno brcnil pred pražnik in zavila je z očmi. Sklepala je, da sem nabit. Hotel sem mi povedati, da sem napravil komaj nekaj požirkov, a mi je ostro obrnila hrbet. Za njo je prilezel lenivec in me potegnil v sobo. Lenivec se je gibal počasi in bil za običajne ljudi gnil brezdelnež, ki se svalka na žuljih družbe. Folku se je zdelo za malo, da pri skoraj 40 nima še niti dneva delovne dobe. Skladno s pregovorom, da gliha v kup štriha, sva že dolga leta prijateljevali. Sedel sem in na mizo dal flašo. Ti pa je krepko zamakala. Po kamri je vlekel tace, kot bi na njih imel betonsko podlogo. Trudil se je čim manj zadevati ob pohištvu, saj z nenormalnim ropotom ni hotel priklicati domačih, pod katerimi je bilo. V bistvu ni bil tako len, kakor so mu učitelji. Pridno je gojil ganđo, v glavnem za prodajo. Sam je redko prižgal joint, ker ga je zanesel premnevanje o smislu življenja. Jaz sem smisel že zdavnaj dojel in lenivcu stalno tupil, da se je treba požvižgati na opaske, se čim manj sekirati in živeti po svoji vesti. Vedno je preslišal dobronamerne nasvete. 2 tedna že pijem, je tegobno zamrmral. In nikakor ne morem nehati. V mestu se me vsi izogibajo. Pravijo, da smrdim. Neobrit, razmršen in zamazanih capah ni potreboval lažnive tolažbe. Kljub temu sem dejal. Zaudarjaš ne, nekoliko zanemarjam pač si. Takšna obdobja pridejo. Na zvezde se težko vpliva, ampak vseeno se jim da upreti. Po vrhu se tresem kot pes, je predvidljivo prezrl namig na spremembo in z drhtečimi rokami prižgal cigareto. Za sleherni odhod med ljudi moram rukniti vsaj deci gajsta. Šnop si prinesem iz trgovine, toda kaj, ko ga čez noč zmanjka. Zjutraj, je povzel, najprej zavijem na avtobus na postajo, ker samo tam še dobim napuf. Živci sem čisto na koncu. Vsakič se bojim, da mi bodo prav tisti dan odrekli. Misliš, da sem alkoholik? Seveda si, sem ga očetovsko potrepljal. S pohvalo mu nisem pregnal skrbi. Mučno je nadaljeval. Zadnjice je opne spotaknila sestra. Vzrojil sem, kdo pa si ti, da mi boš delila levite. Ko te je fant zapustil, se nisi streznila 3 tedne in se dala dol z vsakim, ki je prišel mimo. Če bi to vedel, bi mimo prišel tudi jaz. Sestra je bila na kljub sitnosti prikupna.
Potem je začela gnjaviti, naj se na mesto kolaže raje oprimem čopiče. Dokler nisem unovčil par slik, je bilo zanjo moje ustvarjanje golo paradiranje. Pol cvenka od prodaje sem dal staršem, pol sem ga pognal po grlu. Moja umetnost je vsem kar naenkrat prirasla k srcu. Lenivec je slikal in z barv prešel na lepljak. Te naj bi ga bolj izpolnjevali, vendar je bilo jasno, v katerem grmu tiči zajec. Kolaži so zahtevali manj truda od potrpežljivega nanašanja odtenkov na platno. Kakorkoli že, spraznila sva bulo, preobrnila žepe in se z rjavimi kovanci podala po oštarijah. Skozi bolj so samevali. Družbe med tednom praktično ni bilo najti in tudi čez vikend je postajalo podobno. Najina generacija se je poročila in z družinami po službi ždela pred televizijo. Mladinci in mladinke so živeli nov čas. Žur se je zanje pričenjal šele po 10. uri zvečer. Midva so bila otroka socializma, od malega vzgojena, da se čez dan popiva in spi po noči. V eni od gostiln je presenetljivo grulila množica gimnazijcev in gimnazijk. Povabili so naj umeci. Najstniška zasedba je lenivca zaradi bojevstva občudovana in bila ponosna, da lahko žuli pijačo zraven njega. Jaz sem bil privesek in se počutil kot kosmačev tam ta drugi. Nemo sem spremljal prikrito pubertetniško spogledovanje. Lenivec je flirtanje spodbujal in sem ter tja bežno pogledal kakšno bejbo po zorečih prsih ali napetih stegnih. Vsi so se smehnjali. Če bi šel predaleč z otipavanjem, prestopil nevidno, toda jasno začrtano mejo, bi se igra nemudoma končala. Dokler je samo nakazoval slast, sva bila dobrodošla za sproščanje zavor. Nov kozarec se ni hotel nakazati. Naveličal sem se čakanja, stopil za šank, lopnil 2 deci in naročil liter za sabo. Kdo bo plačal, je zanimalo natakarico. Namignil sem na živahno mladino in zavil k pisoarju. Ko sem se vrnil, je lenivec kinkal na stolu. Iz kotička ust mu je crljala slina. Pod mladega je zapustil. Odšel je v lajk. Spravil sem ga na trhle noge in odlekel skozi vrata. Natakarica je zavpila. Je že v redu glede računa, samo speljite se. Gin toniki in rum koli so bili prijetnejše stranke od nami. Z dremavim vinom se premalo zasluži. Med potjo je lenivec klecnil. Podpiral sem ga, kolikor sem mogel, a je padal po tleh in odsotno grgral. Saj zmorem sam. Z mislijo na prenočišče sem ga vseeno vztrajno pobiral. Moje stanovanje je bilo predaleč, da bi ga dosegel. Bolj kakor na lenivca, vajenega v drninu, sem pazil na flašo. Lahko bi se razbila. Uspešno sem ga privlekel do bajte, ampak preden se je zrušil v posteljo in nenavadno razločno zabrundal. Zmorem, pusti me samega. Poletje tu zemskega bivanja se mu je privešalo v jesen. Zagrenko spoznanje je, kakor jaz nekoč, rabil čas in mir. Vzel sem boco, ter se namenil v park. Kam hitiš? Me je na vratih zaustavila njegova sestra.
pijana. S kombineži je kao zdrsnila na ramnici in veselo sem ugotovil, da še ni prebolela fanta. Hvala, zdaj bo pa prišla Breda Slavinec, vaša someščanka. Dober večer, jaz bi se želela zahvaliti Marku in Tomažu. Prebrala bom nekaj pesmi iz moje pesniške zbirke Pajčevine, ki je išla že pred dosti let, in nekaj novih pesmi, ki bodo išle letos. O moj Bog, žal mi je, ker nisem grešila, ker bi z grehi zadostila sebi, ker se je prvi poljub ustavil med ustnicami, ker sem svoje sokove preprela z nitkami, ker sem se dala zvabiti razumu. Iz hudiča narejena, pred noge bogov položena, da slabo preberejo, dobro izločijo in obdržijo. Izprašanja. Žuljeve oči smo imeli, ko smo se opirali na okenske police. Ob čiščenju virtualnega okna je zmanjkalo razkožila. Pisanje ne more zamenjati človeškega kontakta. Vulgarnost in drznost sta dvojčici, z bratom, ki se imenuje pogum. V genih imajo zapisane interpretacije. Je tole želja po ogledu? Kot nekateri mislijo za danes, v priredbi napiši didaskalije, da bodo modreci lektorirali. Izbranci pa odigrali brez milosti za kogarkoli. V rodu misli letijo, spanec jih prebira. Sveta Barbara prosi za nas, v tagmašni pomen skrijejo večkratni boj. Stopnjevanjem koči pridejo rešitve, Sveta Barbara prosi za nas, da bodo zvonovi zvonili ob srečni uri umirajočih. Shramba se vedno pospravlja od začetka. Zelo tanka je meja do zaprtega oddelka umobolnice. Čevelj nam je zaplovilo, z levo nogo potisnemo stran družinske odnose, z desno očedimo ostalih ran. Če se ti zdi, v moki okopaj ščurke, da bodo imeli lepe svatovske obleke. 16-letnice. Ko prideš iz bolnice brez spomina in dedek se bo slikal s teboj, ker je navada taka, ti odvzamejo en organ. Mami ti kupi torto in pozabi na pravljico ob lončeni peči. Kasneje ti velikokrat pove, česa vse ne znaš in da imajo ženske svoje pečate. Prenašaš debele knjige s seboj in čakaš na prvo prepovedano dlan. V gozdu te on počaka. Strahovi prinesejo bledico zaradi drugih. V pajčevinah zapišeš svojo skrivnost, o katerih nagnjenih
govori na roditeljskih sestankih. Položi na mizo želje, vztrajne in preklane, profesionalnost in 4 pogrebi do januarskega vdiha. Hotenje samo nekaterih repriz, spominjanja. Tako je to. Na ramenih nosim svoje življenje. Preko tinitusa sem odklopila, kaj mi govorijo. Ne ženem si več k srcu svojih razlag. Gledam samo še naprej, ker imam plašnice. Ubijati z besedami pa nočem več. Gospa, koliko stane eno življenje? V kateri fazi smo zdaj? Oni lezenja v rit, kdo komu. Če pa je ego prevelik, za tja. Rada te imam, je rekla zloba, zavisti. 4 zloge še počakajva, da se pridruži še pohlep, da bomo srečna družina. Babjeverstvo. Kaj je naredilo jutro njenemu vetru, biti starš svojemu staršu? Kot predali smo, ki nas odpirajo in zaprejo, ko ne najdejo, kar iščejo. Ogledalo ni pravo. Takrat veš, ko gre popoldan do večera. Dež je pojenjal, prižgejo se ulične svetilke in tako ne suši več mareličnih koščic zanj. S kuljem nariši uro na zapestje, všeči je, ko škripa parket. Ves čas je bila na njegovi desni, dokler si ni poškodovala svoje leve. V pomladi je združeno poletje. Lahko šokirajo samo z erotiko. Rojstnodnevni dan je dan z roji misli. Bokale naj prešteje. Ljubezen direkt v žilo. Imo vino. Len zamislit dolg za res, šel boš v Afriko tja čez, tam so cene nevisoke, juga so moči globoke. Len zamislit mal čez les, kdo bo hranil tvoja ptiča, brez beliča, brez beliča. Ko boš na odvdihu, svoja boš družiča, od božiča do pomladi.
pustil nam v brigo ptiča. Len zamislit v svoj prid, pojdi malo se solit, potuj, potuj med zamorce, leti k svojim južnim ptičam, ki ne romajo na sever, ki ne vejo, kaj je sneg. Len zamislit zen budist, srečno hodi komunist, vrni zdrav se v domovino, ki si dal ji imovino. Imovino, 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 imovino. Midva s Kozmotom, ki nekako menedžerirama in impresarirama tole dramo z glasbo in branjem, midva se sprašujeva, zakaj je tista kitara z dvojnim vratom tam. In imamo na sumu, da tisti, ki je roko dvignil, Peter Tomaž Dobrila, jo je tam z enim namenom jo je postavil in zaprosiva, da nam pokaže, kakšen namen je imel s tem.
tem je Ivanov rojstni dan zaključen. Na vrsti je iztek z združenjem, kajenjem in ki ga bom jaz podložil z 6 nevergreeni. Hvala, da ste prišli in prosim, če še ne greste takoj. Ja. Peter, jaz nimam tikača za čevalec, ki je v avto pa je odpeljal Marko Brumen nekam, ker ni on nič kriv, jaz sem kriv, ker sem ga pozabil. Jaz rabim vtikač za navaden, za računalnik. Peter, Tomaž Dobrila, kar tvoj vtikač smo vzeli.
Param bam 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 bam. Param bam 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 bam. Moji kolegi nastopajoči so me vprašali, oziroma vprašal me je Pavel, če je na vrsti, ko ponavadi imamo pretakanje pijače pa razdeljevanje pijače, ampak sem mu rekel, da tokrat sem prinesel vso pijačo samo po naročilu Petra Tomaža Dobrila in da zdaj si vsakdo naroča svojo pijačo tam pri šanku, ki je posebej za to namenjen. To se mi zdi dokaj surov razgovor, da se pogovarjati z umetniki, ampak nočem zdaj narediti pritisk na Petra Tomaža Dobrila, ki mi bo plačal to vino, ki sem mu ga prinesel, nočem narediti tega pritiska. Ampak vseeno hočem reči, da se je treba znajti. Jaz plačam moja agencija Korenjake za desetake plača vsakemu od nastopajočih eno pijačo in meni kelnerca naj prinese potem račun, ki jo bom plačal. Tako da za nas je naša agencija zrihtala za vas. Vi se boste zrihtali, kakor čete in kakor morete. Jaz pa bom brez sramu, ne glede na to, da bomo dobili v agencijo 300 € z potnimi stroški vred za ta nastop. Svetujem dobronamernim, naj v grad, na katerem sedi nevodotični in palmitelj Boris Popovič, da v ta grad lahko mečejo prostovoljne prispevke. Ki bojo šli seveda ustvarjalnim in radodarnim v prid. Lahko zaprosim, če s to lučjo nekdo, ki je spreten, osvetli palmitelja, ne pa mene, ker jaz ni tak tukaj v vlogi spremljevalnega barskega programa za druženje s kajenjem in pitjem. Kar njega. Predvsem njega, se lahko tudi tako svetlobno telo lahko tudi na njega usmerite. Lahko bi ostal na tleh.
nekdo med nami, bo črni Peter, zunaj kaplje padajo z listov, tu pa kaplje drsijo sveč, 2x5 prstov, 2x5 kart, zgubiš pri kartah, dobiš ljubezni, eni so srečni, drugi pa trezni, in potem šla je pomlad in šlo bo poletje, zima posula, bo belo cvetje, dolge noči, v hladni črnini božajo v sanjah, daljni spomini, ure pozdrave, ure ljubezni, tukaj so srečni, zunaj pa trezni, in potem zunaj je dež in zunaj je veter, nekdo med nami je črni Peter, karte počivajo, sveče molčijo, angeli vina se selijo, selijo v usta, selijo glavo, ko so vsi zbrani, začno zabavo, sobi glave hrupno rajajo v angelskem smehu, se stene zamajajo, streljajo z lokom skoz okna oči, ena zadene in druga zgreši, angeli vina pleše okolo, kolo pozabe, kolo ljubezni, tukaj so srečni, zunaj pa trezni, in potem prsti se s prsti skrivajo v travi, las na njeni glavi. Lepo prosim, hvala lepa. Imam občutek, kot da nastopam. Lepo prosim, če to mizo premaknete tja k zidu in potem osvetlite zid za to mizo, osvetlite zid, ja, tako, zid. Čist k zidu, čist zid. Ne, najprej daj luč k zidu, prosim. Luč daj k zidu, zato da se bojo ljudje
ne bojo slabo počutili, če bojo prišli. Ja, luč obrni k zidu, tako, zid naj blešči. Zid naj blešči in palmitelj naj bo zraven blizu. Tako. Tako da bojo potencialni dajalci prostovoljnih prispevkov, da se ne bojo čutili tako izpostavljeni, ampak bojo od blizu pogledali palmitelja in potem jim bo padel kovanec ali pa zdrsnil bankovec za obzidje nenasitnega gradu. Popoldan so prišli, stopite prosim koražno naprej. Pozni popoldan, najlepši je čas za vljudni obisk. Pozni popoldan, utonil je v temi, mama je stregla, pojedli smo sami. Pozni popoldan, pogovor je stekel, izteklo je vino, vino je steklo, pritekuje sosed in dejal, stene so tanke in služba ob 6. Stene so tanke in služba ob 6. Dragi sosed, pomirite se. Dragi sosed, ne jezite se. Kdo je ta mož? Ta mož na sliki, ta strogi brkač. Slika na sceni je stara slika in mož na njej je tudi že star. To je moj ded. Žena, poleg njega je babica. What a nice picture, what a nice couple, what a nice color. Nekaj čez polnoč so odšli, njihov šofer John Smith je že spal. John Smith budi se in on je pognal. John Smith budi se in on je pognal. Odprl sem okno in stresel pepel, beseda in dim, šle so ven. Ne morem se znebiti občutka, da nastopam. In vi mi pri tem nič ne pomagate. In v bistvu jaz sem podlaga za
druženje, tudi tem čimi nič ne pomagajo. Prosim, če jih ukinete, ker besedila ne berem, nehajte me osvetljevati, ker jaz sem samo podlaga za vaše druženje, okej? To je, ja, dobra šala, ne? Od Petra Tomaža Dobrila si bom posnel njegov smeh in ga bom si gradil noter v mobitel za bujenje. In bom probal ta izdelek na tržišče dati, ne? Ker nas Bruselj nas toliko nagovarja, da moramo biti ustvarjalni v prebijanju na tržišču, ne? Ta stol ne bo več nikdar nov, čeprav ga celiš s sukancem in iglo. Ta dan, ko zadnjič grem domov, slovo mi krpaš strgano blago. Ta stol ni moj, ampak od tvoje mame, vrnila bova ga tja, kamor spada. Ta dan še smem prijeti te za rame, čeprav že dolgo nimaš me več rada. Ta stol bo znova 100,5, na njem se dalo je tesno ležati. Ta dan, ko zadnjič grem domov, deliva si, kar nisva mogla dati. Ta stol, ta ozka mehka miza, tvoj kruh sem jedel z nje in lizal so. Ta dan, pa dolga ravna cesta, odpelje me od tebe daleč stran. Ta stol ne bo več nikdar nov in najna ljubezen nikdar cela. Ta dan, ko zadnjič grem domov, jaz nisem mogel, ti si to hotela. Wo tarla poiten tira wo wa io lo vedo toi polo wa parla papa io le poeten di toi io le ra wa pe wa io la Doslej smo nastopali v Idriji konec oktobra, 29. novembra v Kutvrce Prešeren, minus 200 evrov, 6 ljudi. Potem smo nastopali pred kratkim Kobarid, to nam je pa bilo nekaj ljudi. In to je zdaj 4. Ivanov rojstni dan in danes je pravoslavni Božič in obletnica 6. januarske diktature. Na začetek hajke na Kobarski bataljon. Jaz se grem tja, vse si mi že povedal po telefonu. Pridi bliže, če hočeš se z menoj pogovarjati. Jaz v imenu Zveze gluhih in naglušnih protestiram.
ime, rojen tega leta dne. Stanoval je tam in tam, živel je, umrl sam. Ona lepa je bila, rekli so ji Radojka, v majhni hiški je živela, enega sinka je imela. Srečala sta se zvečer, poslovila sta se zjutraj. Ona je pospala malo, on je spremil sinka v šolo. Bil je lep pomladni dan, v rožah mlatin razigran. V svet bil je le njegov, vsak korak in pol. V mestu, ki je bil bolj vas, hitro je zakrožil glas, da ne mara več zalov, da ne hodi spat domov. Ni več gledal za dekleti, ni več s fanti pil v kleti. Rekli so, saj je bolan, v Radojko je zatrapan. Rekli so, saj je znorel, Radojko že vsak je imel. Bil je lep pomladni dan, v rožah mlatin razigran. V svet bil je le njegov, vsak korak in pol. V mestu, ki je bil bolj vas, so smejali se na glas. Rekli so mu kružni ata, Radojkina, glejte, gre copata. Ona v hiši nosi hlače, z njimi laže čez plot skače. On pa slišal je le to, kar mu šepetala je uho. Jo, ja, jo, ja, jo, jo, ja, jo. Bil je lep krvav zahod, ko je šel na rob vasi, kjer Radojkin dom stoji. Okna so bila zastrta, vrata so bila priprta. Videl je, kar ni hotel, videl je, kar ne bi smel. Pošter skrila je obraz, sosed pa zapel je bas. Bil je lep pomladni v rožah bled in počesan, šla za njim je cela vas. Sinko jokal je na glas, ko zapirali so krsto, lovci so stopili v vrsto, ustrelili so v zrak. Radojka je padla v znak, ko so spuščali ga v grob, lovci so trobili v rog. Slišalo ga je nebo, slišal ga je ljubi Bog. Njemu je bilo ime, rojen tega leta dne. Stanoval je tam in tam, ljubil je, umrl sam. Ja, ja, jo, jo, ja, ja, jo, ja, ja, ju. Mojo ženo sem vprašal danes, če je žal, ker ostaja na klancu 18/B skupaj z upravljencem Danijem Kavašem,
On je upravljenec, jaz sem pa prisilna uprava. Pa je rekla, da ji ni žal. Glede, ji ni žal in jo čisto razumem. Kaj ona je poslušala, mislim, ona je se precej napotovala z menoj, a brecla ima tu in čez. In je daleč prednjači po številu mojih nastopov, ampak vztrajam, da to ni nastop. Samo vi delate iz njega nastop. In še vedno mi niste ugasnili teh luči. Še vedno mi niste ugasnili teh luči. Pa sem vas lepo prosil in mislim, da sem bil razločen v tem čisto. Ampak vas prosim še drugič. Aplavz, prosim. Danes me je bilo najbolj strah, da bo počela guma ali pa da bo se nekaj zgodilo na poti do tega vrhunskega zneska 300 evrov. Govorim pač kot šef agencije Korenjake za desetake, ne? Govorim kot menedžer, ne? In tovorna limuzina je dobro speljala zadevo, samo na koncu sem se zajel in nisem šel na levo v tabor, oziroma na desno v tabor, najprej na levo, potem pa je bilo treba iti na desno. In sem šel za center in ta center me je odpeljal spet skrajno desno in potem skozi celo Tezno, da sem prišel spet na tabor. Mislim, da sem tu zgubil 7-8 minut. In bit će bolje. Prve vrste grejo naši, v druge vrste grejo kmaši, vaši, v tretje vrste poje vojska, v četrte vrste maha lojska. Parada! Med nogami pionirčki, migajo s papirčki. Parada! V oknih polnih bab in starcev, rože pijejo s kozarcev. Rado! Rado! Zgoraj spuščajo balone, spodaj puščajo goldone. Rado! Rado! Gre parada v nebovzetje, tukaj pa ostaja smetje. Rada! Rada! Miau!
Paradni presežek, prvo je mešane s kavo. Če sem prav štel, je to bilo 5 pesmi kot podlaga k druženju, ki ga ni, ker je vse skupaj podobno, kot da traja še, vedno traja. Ivanov rojstni dan, pa ga je že konec, več kot pol ure. Če sem prav štel, je bilo 5 pesmi. Alojz Kodra, mojster za vse, mojster za mafijo, mafijo. Alojz Kodra, krivci za vse, venem brez radosti, radosti. Točka in pol, človek in pol, človek brez milosti, milosti. Jo-la-la-la-la-la-la, 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 Fletan kvartir, preste in pir, pesem in smeh, sanje sole, mlade oči, dolge noči, kratek poljub, kratka mladost. Šel bom na pot, daleč od tod, daleč od mafije, mafije. Alojz brez vas, v prostor in čas, v leta brez žalosti, žalosti. Štempel in pol, služba in pol, 8 ur brez skrbi, brez skrbi. Jo-la-la-la-la-la-la, 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 jo-la-la-la-la-la-la. Zraz se mi sin, zraz se mi hčer, leta prevesijo se v večer. Takrat za hip, zabežan utrip, vrne mi čas, ta pesem za os. Alojz Kodra, mojster za vse, mojster za mafijo, mafijo. Stara ploča, stara ploča, stara.
Zdaj samo še en vic in malo dima. Nič. Če tako vztrajate na nastopu, potem pa bom zdaj še malo nastopil. Najprej bom povedal en vic, ki sem ga včeraj izvedel, pa sem že danes pozabil, kdo mi ga je rekel. Dva prijatelja se srečata in pravi en drugemu, da sem bil danes pri zdravniku zaradi prostate. Oni pravi, kaj pa je to prostata? S čim tako ti govoriš? Bil vic. Zdaj pa še malo dima pa ni, kjer ni ognja, je tako. Da bom naredil prvi, v svoji karieri bom naredil prvi stereo, popolnoma kontrolirani samo vžig. Še enkrat si vas drznem brez sramu pozvati, da lahko prostovoljne prispevke mečete za zidove nenasitnega gradu pod Palmiteljem, to je tam, desno od mene. To je prvo. Druga stvar je pa, da vam 6. januarja ponujam na ogled palmodarije. To so koledarji s palmami od januarja do decembra in si lahko jih pridete brezplačno ogledati, ne? In potem vam povem še to, da jih darujemo radodarnim, ker ne prodajamo, ampak darujemo radodarnim. Toliko, da veste, tukaj so ti palmodarji, tukaj zadaj jih je več. Dva. Prosim.
pogledati. Evo, poglej si ga. Enega, prosim. Ja, samo bodi kaj radodarni, ne? Bodi kaj radodarni, probu gledajte. Radodarnost je že 5 evrov, ker stroški za ta koledar so 4. Evo, toliko da vedem. Radodarnost štejem 5. Tam notri. Imate, lahko darujete, to sem vam hotel reči. Da vam povem še zgodbo o tem Palmodarju. A si prišel po Palmodarju? Da. Kak je? V grad noter, ja. V grad dajete iz... Palmodarji morajo biti integralni. Leta 2012 je bil antarktični februar. Je bil antarktični februar, kar pomeni, da je 14 dni pihalo iz severa čez naše kraje in čez celo Evropo. In je bila v Kopru, jaz sem takrat hodil pred občino sem in tja, sem ter tja in vsem. Je bilo od -1 do -5. 14 dni zapored, 3 tedne skoraj. In velike palme našega palmitelja, 230 jih je bilo, so večinoma pomrznile. Okrog 185 jih je pomrznilo. In v marcu sem jaz dal pofotografirati vse te palme v frizure. In kasneje, slučajno je bil petek 13. julija, so te palme začeli ven jemati, puliti in spravljati. In tudi to smo pofotografirali. In iz teh fotografij smo lansko leto naredili prvič Palmodarje. In ostalo je napisano v besedilu, ki ga je še kar. Po 5 vrstic na mesec, vsakih 5 vrstic sem porabil, ker sem počasen 2 uri. To je, kar se tiče Palmodarja. In to je, kar se tiče Ivanovega rojstnega dne januarja. Pozdrav naše ekipe.